Lepo pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. V Kopru in okolici cestne zapore že nekaj mesecev voznikom povzročajo slabo voljo. Predvsem na hitri cesti med Bertoki in predorom Markovec pa zastoje povzroča tudi nepoznavanje pravila vožnje po sistemu zadrge. Poglejmo. Koper že nekaj mesecev dušijo cestne zapore, ki so posledica številnih gradbenih in vzdrževalnih del na cestiščih v mestu in njegovi okolici. Te povzročajo nemalo težav, čemur pritrjujejo tudi na policiji. V zadnjem času smo v okolici Kopra priča številnim delovnim zaporam in preusmeritvam zaradi obnovitvenih del, ki se izvajajo na teh cestah. Zaradi opisanih zapor policijske uprave Koper beležimo povečano število prometnih nesreč. K sreči so te prometne nesreče le z materialno škodo, le redko kdaj pa tudi z telesnimi poškodbami. Vzroke za navedene prometne nesreče najdemo med vožnjo z neprilagojeno hitrostjo ter neupoštevanje varnostne razdalje. Cestne zapore so predvsem na območju avtocest in hitrih cest navadno postavljene po sistemu zožanja cestišča iz 2 v 1. Do zastojev na hitri cesti med Bertoki in predorom Markovec v tem času prihaja tudi zaradi tega, ker vozniki slabo poznajo cestno-prometno pravilo vožnje po sistemu zadrge. To med vozniki povzroča veliko nevolje, jeze in hude krvi. Poleg tega pa tudi vozniki ne vzpostavljajo reševalnega pasu. Kakšna je torej pravilna vožnja po sistemu zadrge? Če se en prometni pas zaključuje, ali pa če recimo je neka ovira na enem določenem prometnem pasu, potem so vozniki na drugem sosednjem pasu dolžni omogočiti varno vključevanje teh voznikov, ki se jim pas zaključuje. In sicer po sistemu zadrge, torej izmenično, torej levi, desni. Tako da moram reči, da večinoma to vozniki kar upoštevajo, seveda vedno se pa najde kakšen, ki pa tega ne upošteva. Pravilo vožnje po sistemu zadrge torej ni le priporočljivo, temveč obvezno. Strokovnjaki priporočajo, naj se vozila v enoten tok vključujejo na koncu. Pri vožnji po sistemu zadrge pa je pomembna tudi varnostna razdalja, ki omogoči nemoteno vključevanje. Po zakonu o pravilih cestnega prometa je varnostna razdalja definirana kot pot, ki jo prevozimo v 2 sekundah. V določenih primerih, če poteka promet zelo počasi, govorimo tudi o poti, ki jo prevozimo v 1 sekundi. Skratka, jaz bi predvsem rekel to, da je treba tukaj imeti občutek. Občutek, da bomo spustili voznika, ko vidimo, da bi se rad vključil, torej ali pa tudi, da ne rinemo, če vidimo, da nas nekdo noče spustiti, da ne rinemo in s tem ne tvegamo trka oziroma prometne nesreče. Prav tako je pomembno, da se v primeru daljšega zastoja umaknemo na stran in sprostimo osrednji del cestišča za dostop reševalnim vozilom, gasilcem in policiji, ter tako omogočimo tako imenovani reševalni pas. Upoštevanje pravila zadrge sicer lahko prispeva k manjšim zastojem in bolj tekočemu prometu. Sprašujemo pa se, zakaj je država leta 2016 ukinila prometni znak za izmenično vključevanje vozil, ki je predtem na tak sistem vožnje voznike opominjal. Hitrostne ovire na cestišču so nujen in učinkovit sistem za umirjanje hitrosti vozil, sploh v naseljih in na šolskih poteh. Včasih pa so postavljene tudi na mestih, kjer se ne zdijo najbolj smiselne. Kaj pravi na to občina? Več v naslednjem prispevku. Hitrostne ovire na cestišču so nujen in učinkovit sistem za umirjanje hitrosti vozil, sploh v naseljih in na šolskih poteh. Verjetno pa je že vsak voznik motornega vozila opazil, da se hitrostne ovire med seboj razlikujejo. In najverjetneje je vsak udeleženec v prometu prišel do take ovire, pri kateri mu ni bilo jasno, zakaj je tam postavljena. Včasih prevlada občutek, da so nekatere ovire postavljene na nesmiselnih mestih, kjer učinek takih ovir skorajda ničen. Na občini zagotavljajo, da temu ni tako, ampak da za vsako oviro stoji strokovna komisija.
Občina hitrostne ovire postavlja na podlagi predlogov posameznih krajevnih skupnosti. Potrebo po postavitvi posamezne ovire predhodno preuči Komisija za tehnično urejanje prometa oziroma pristojne službe. Ob tem zagotavljajo, da so hitrostne ovire standardizirane. Višina platojev naj bi bila vedno ista, spremenil naj bi se le naklon vstopne rampe. Se pa razlikuje debelina plastičnih hitrostnih ovir, ampak teh naj ne bi več postavili, ampak zgolj še asfaltne. Ali je zato krivo tudi uporništvo nekaterih posameznikov, ki te ovire redno odstranjujejo, na občini niso odgovorili. Na občini tudi trdijo, da ne poznajo primera, ker bi bile hitrostne ovire postavljene na nesmiselnih mestih. Kot so na primer tiste postavljene na cesti Ivana Starca iz Prat proti Škocjanu, kjer v bližini ni stanovanjskih objektov, niti ne poteka šolska pot. Tam se na razdalji približno 100 metrov pojavijo kar dve. S tem, da je plastično oviro neznanec redno odstranjeval in je sedaj ni več. Največji gradbeni projekt v državi, drugi tir, je v torek doživel pomembno prelomnico. Največji gradbeni projekt v državi, drugi tir, je v torek doživel pomembno prelomnico. Glavna gradbena dela na viaduktu Gabrovica so zaključena. Zaključek del so slavnostno obeležili premier Robert Golob, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, direktor družbe 2TDK Matej Oset ter vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug-Jerše. Ja, danes je zagotovo za nas zelo pomemben dan. Ne glede na vreme nam posijalo sonce, glede na to, da smo eno od pomembnih faz, se pravi ne samo črpanja samega projekta, ampak tudi en čudovit objekt odprli. Tako da se veselimo tudi nadaljevanja in nekako do konca leta uspemo še drugi viaduk in pa seveda tunel T8 odpreti. Trasa drugega tira med Divačo in Koprom je sicer dolga dobrih 27 km, potekala pa bo po 7 predorih v skupni dolžini 20,5 km in 3 viaduktih Glinščica, Gabrovica in Vinjan. Viadukti so najbolj opazen del drugega tira, saj večina proge poteka pod zemljo. Prav zato so vsi trije viadukti na trasi nekaj posebnega. Viadukt Gabrovica je eden najbolj slikovitih delov proge. Podoben je vlaku, ki brzi po dolini. Hitrost je pomembna. Po naši progi bodo vlaki vozili bistveno hitreje kot danes, količina prepeljanega tovora pa bo bolje služila potrebam hitro razvijajoče se Luke Koper. Viadukt Gabrovica je v primerjavi z njegovim večjim avtocestnim sorodnikom ali bratom res videti manjši. Njegov avtor, inženir Marjan Pippenbacher, je rekel, da je kot majhen otrok, ki se očetu suče pod nogami. Čeprav njegovi stebri segajo le do približno polovice večjega avtocestnega viadukta, pa je bil enako zahteven inženirski podvig kot njegov avtocestni predhodnik. V času od pričetka gradnje so bili postavljeni številni mejniki. Dokončanih je več kot 20 km dostopnih cest, izkopanih je več kot 31 od 37 km predorov, končana sta 2 viadukta, tretji pa bo kmalu. Predviden rok, ko naj bi prvi vlak zapeljal po progi, je trenutno začetek leta 2026. Kljub temu je kar nekaj polemik sprožila debata o smiselnosti gradnje vzporedne proge drugega tira. Napovedano je bilo, da naj bi bila ta do konca letošnjega leta umeščena v prostor. Vendar Tako kot sem napovedala, delamo na tem, ne bo do konca leta projekt umeščen v prostor, se pa dela, ni da stvari stojijo, pač je treba iti po korakih. Kljub temu, da bo ta dodatni tir umeščen praktično ob tem tiru, je treba speljati vse prostorske, okoljske in takšne in drugačne preveritve, ampak kot sem rekla, naš cilj je in ja, da leta 2026, pravzaprav, ko končamo to, nadaljujemo z naslednjim. Smo dolžni Sloveniji in še bolj dolžni ljudem, ki ob tem starem tiru živijo desetletja v res težkih pogojih. Finančna konstrukcija za enotirno progo drugega tira je bila zaključena leta 2019. Konstrukcija za gradnjo vzporednega tira pa je še odprta. Seveda sem vesela, da smo takrat leta 2019, ko sem bila prvič ministrica, vztrajali in te servisne cevi pri tunelih, ki so pogoj, da smo sploh ta projekt lahko izpeljali, razširili do te mere, da pravzaprav imamo
jaz bom rekla, 2/3 novega dodatnega tira že zgrajenega, tako da bo tudi finančna zahtevnost tistega drugega bistveno manjša. Govorimo o nekaj 100 milijonih evrov in nikakor o še eni milijardi, kot marsikdo piše. Gradnja drugega tira pa obenem še vedno buri okoljevarstvene duhove. Iz gradbišča tunela T8 v Dekanih je namreč pretekli vikend v namakalne kanale, ki se izlivajo v Rižano, ponovno iztekla večja količina kalne, mlečno-sive vode. Izvajalec je na kanalih postavil improvizirane jezove, vzrok onesnaženja pa naj bi bila voda, ki je po obilnem deževju v zadnjem času pritekla iz predora T8. To redno prihaja do tega, tako da zdaj je bilo spet malo več videti tega onesnaženja, tako da so nas že zjutraj obvestili sprehajalci, ampak to je redno, to ni nek izreden dogodek in smo šli pogledati in je dejansko bilo spet videti to povečano motnost vode, neko peno na vodi, življenje pa v teh vodotokih že zdavnaj ni več, kar je neprimerno za življenje. Te vodotoki, to so bivše mlinske struge, namakalni kanali, tam se naselijo živali. Glede iz našega vidika, to niso vodotoki, ki bi bili zanimivi za ribolov, ampak vseeno so tam živali in je prav, da se te živali zaščiti, da se jih nekar pobije, zdaj, ker je v teku neka gradnja. Ne? In voda se izteka potem v Rižano? Ja, iz teh kanalov, iz zalednih vod, kot tudi pravijo, da iz tira odtekajo zaledne vode, se stekajo te vode v kanale, kasneje v Rižano. Iz družbe 2TDK so sporočili, da glede na trenutne analize vode ugotavljajo, da je material v vodi naravnega izvora, da pa so kljub temu naročili dodatne analize in odvzeli vzorce vode. Zapisali so še, da izvajalec del zagotavlja, da bo po končanih delih vzpostavil prvotno stanje in izvedel morebitne izravnalne ukrepe, če bodo ti potrebni. V ribiški družini Koper pa pravijo, da nimajo nobenih podatkov o tem, kdo naroča, vzorči in opravlja analize, prav tako jih niti o rezultatih analiz nihče ne obvešča. Mi zahtevamo, da se okolja ne obremenjuje več, kot je to potrebno. Nismo pa proti gradnji drugega tira, nismo proti kamnolomu Griži, nismo proti ostalim dejavnostim, ampak pričakujemo, da se dejavnost izvaja tako, da se okolja ne obremenjuje prekomerno. Težave na področju doline Rižane sicer po besedah Bertoka ne izvirajo le iz gradnje drugega tira, ampak trajajo že bistveno dlje časa. Zato so v ribiški družini še posebej kritični do lokalnih oblasti, ki po njihovem mnenju ne opravljajo svojega dela. Občina Ankaran je letos s socialno pomočjo pomagala 65 družinam v stiski. V času vsesplošne draginje so prizadeti vsi. Za tiste v socialni stiski pa je življenje skoraj nemogoče, saj ne morejo zadovoljiti osnovnih življenjskih potreb. Zato občina Ankaran že 3 leta v proračun vključuje sredstva namenjena socialni pomoči. Letos so 65 družinam pomagali s socialno pomočjo v višini 35.000 evrov. Občina Ankaran občanom, ki so se znašli v socialni stiski, ker nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, omogoča uveljavljanje zelo širokega spektra socialnih pomoči. In sicer je naša posebnost, naše ureditve v tem, da lahko občani posamezne pomoči koristijo kar do 3-krat letno, kar v teh časih vsesplošne draginje gotovo ni zanemarljivo. V lanskem letu so ugodili 132 prošnjam, v letošnjem pa več kot 100. Letos so družinam največ skrbi povzročili stroški hrane. Zelo različno, sicer nikoli občanom ne nakazujemo neposredno denarnih sredstev, pač pa poskrbimo za kritje stroškov na zelo različnih področjih, od kritja stroškov električne energije, ogrevanja, šolskih potrebščin, šolskih malic v delu, ko niso krite, subvencijo, počitniškega varstva, prehrambnih izdelkov, ozimnice. Skratka, vedno občani potem predložijo Centru za socialno delo tudi dokazila oziroma pač račune in jih potem občina Ankaran pokrije v celoti. Upravičenci do socialne pomoči so vsi občani, ki so se našli v socialni stiski, na katero niso mogli sami vplivati. Za presojo potreb po socialni pomoči skrbi Center za socialno delo.
Pomoč ponujajo v različnih oblikah. Torej, najpogosteje segajo po pomočeh za kritje stroškov prehranskih izdelkov in ozimnice, kar polovica je takih. Četrtina se nanaša na stroške ogrevanja in ostalih obratovalnih stroškov, 1/10 pa šolske potrebščine in seveda še različne druge pomoči, v manjšem deležu pomoči, s katerimi premostijo materialno ogroženost. Še ena posebnost socialne pomoči v občini Ankaran je, da dovoljujejo uveljavitev občinskih socialnih pomoči, tudi ko upravičenci niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, ki jih ponuja država. December je mesec pričakovanj, praznovanj in druženj. Prevelika pričakovanja pa velikokrat povzročijo občutke potrtosti, tesnobnosti in osamljenosti. Naša novinarka Ana Zupan je o tem spregovorila s psihologinjo. Prihajajo prazniki, ko se pogosto skupaj zberejo družine in praznujejo najbolj magičen čas v letu. A za nekatere je ta čas najbolj obremenjujoč in osamljen čas. Znanstvene raziskave sicer ne potrjujejo, da bi bili ljudje med prazniki bolj osamljeni, ampak gre bolj za to, da k osamljenosti vodijo različni dejavniki. Pričakovanja povezana s prazniki so lahko na eni strani varovalni dejavnik, na drugi strani pa lahko res predstavljajo enega od dodatnih dejavnikov tveganja. Naprimer, ljudje imamo določena pričakovanja, kako naj bi se počutili, kako naj bi se vedli med prazniki, naprimer, da naj bi bili obkroženi z družino, da naj bi bili veseli, da naj bi se počutili prijetno, ampak vemo, da včasih teh pričakovanj žal ne moremo nekako izpolniti. In to je potem tisto, kar lahko v bistvu poveča nekako tveganje oziroma prispeva dodatno k tveganju za doživljanje osamljenosti. Z osamljenostjo se lahko sreča vsak posameznik in ni omejena na določeno življenjsko obdobje. Bolj so v ospredju okoliščine, recimo osebe s kroničnimi boleznimi ali starejše osebe, ki imajo zaradi tega omejene možnosti za redne socialne interakcije. Bi pa mogoče tu poudarila, da čeprav govorimo o nekih skupinah, ki imajo povečano tveganje, pa se moramo dejansko zavedati, da še vedno obstajajo tudi znotraj teh skupin razlike. Osamljenost nekako je res zelo subjektivno doživljanje in občutimo jo takrat, ko imamo na eni strani neke želje, potrebe po določenih stikih, potrebe po tem, kakšni naj bi bili naši stiki, na drugi strani pa imamo neko realno situacijo in bolj kot se naša pričakovanja glede stikov in pa realna situacija glede stikov razlikujeta, večje je potem tveganje za doživljanje osamljenosti. Proti osamljenosti se lahko borimo z vzdrževanjem stikov z ljudmi, če srečanja niso mogoča, lahko to storimo po telefonu ali preko socialnih omrežij. V pomoč je tudi vključevanje v aktivnosti, ki nas izpolnjujejo in nam omogočajo redne socialne stike. Če opazimo, da se bližnja oseba spopada z osamljenostjo, je v veliko pomoč že, da ji ponudimo pogovor in podporo. Socialni odnosi so izjemno pomembni za naše duševno zdravje, telesno zdravje in pa tudi za naše subjektivno blagostanje, ker ljudje smo družabna bitja in neki res kakovostni, zadovoljujoči odnosi lahko pomagajo pri spoprijemanju recimo stresom, lahko dajo nek občutek izpolnjenosti, lahko dajejo nek občutek pripadnosti, občutek sreče, zadovoljstva z življenjem. Neizpopolnjujoči odnosi lahko vodijo do večjega tveganja za težave na telesnem zdravju, depresivno razpoloženje, anksioznost in podobno, zato še posebej med prazniki poskrbimo drug za drugega. Na 10. redni seji Piranskega občinskega sveta so svetniki podprli proračun v prvem branju. Naslednja seja, kjer bodo proračun sprejemali v drugem branju, bo potekala prihodnji petek.
Pretekli petek je v Piranu potekala 10. redna seja občinskega sveta, na kateri so svetniki sprejeli proračun za leto 2024 v prvem branju. Čeprav so svetniki ambiciozno naravnani proračun sprejeli, obravnava ni potekala brez pripomb. Naj povem, da je danes pred vami drugačen predlog proračuna, kot ste jih bili vajeni. Gre za bistveno bolj ambiciozen in bistveno bolj razvojno naravnan, kot je bil v preteklih letih. Verjamem tudi, da marsikoga predlog proračuna, ki ste ga prijeli v gradivu, presenetil in verjamem, da nekateri se sprašujete oziroma ste morda celo zaskrbljeni, ali je občina Piran pripravljena oziroma si lahko privošči proračun za 44 milijonov 600 tisoč evrov odhodkov in izdatkov. Moj odgovor je jasen in sicer občina Piran si ne more več privoščiti, da teh odhodkov ne predvidi, kajti naša naloga mora biti zagotoviti dovolj prihodkov, da izpeljemo vse nujne investicije, ki jih načrtujemo. Ne moremo si več privoščiti, da jih prelagamo enkrat v daljno prihodnost, kot se je to počelo v preteklosti. Ne predstavljam si namreč, kot sem rekel, da bi zavrnili oziroma da bi zavirali ali celo zaustavili kateri projekt, kot je gradnja in sanacija cest, kanalizacije, gradnje in sanacije javnih najemnih stanovanj, gradnje vrtca, sanacije šol, obnove kulturne in zgodovinske dediščine, prenove turistične infrastrukture, kot sta tudi plaža v Luciji in Fiesi, ter morebiti centralni trg prekomorskih brigad v Portorožu. Ne predstavljam si, da bi ustavili načrt selitve javnega podjetja Okolju Piran v Dragonjo, da ne bi zagotovili sredstev za čim prejšnje aktiviranje tehniškega centra v Portorožu. Gre za projekte, ki jih po mojem mnenju preprosto moramo narediti in verjamem, da boste te načrte tudi danes podprli. Svetnica Hot in svetnika Petar Osimburjan so kritizirali proračunsko dokumentacijo, češ da je netransparentna in slabo pripravljena. Najbolj, kar mi bode v oči, je pa to, da je dokumentacija nepopolna in tudi, ne vem, naslavljam to na upravo. Mi smo se že v prejšnjem mandatu dogovorili, da bo priloženo k vsaki postavki premoženja oziroma parceli tudi izpisek iz katastra, izpisek s kulturo parcel in lokacijo, ki jih nameravajo prodati. Jaz se upam tle staviti eno pico pa eno pivo, če kdo želi, če je kdo od svetnikov sploh utegnil preveriti vse parcele. Jaz pa verjamem, da so naši sodelavci v civilni iniciativi in v gibanju za občino Piran del tega preverili in ugotovili porazno to, kar se dogaja z letališčem Sečovlje, da prodajamo te parcele, ki v principu ne razumem niti zakaj, ni nobene obrazložitve. In to z obrazložitvami bi se vrnil tudi na druge postavke. Torej, vse te postavke, ki sem jih tudi v splošnem delu in tudi v NRP-ju, ne spremljajo obrazložitve. Jaz bi vas naprosil, da do drugega branja opremite vse postavke z obrazložitvijo, ne samo to. Naprošam vas, da jih opremite tudi z PID-i oziroma s projektno dokumentacijo, da to lahko svetniki, bom rekel, na prav način proučimo gradivo in se o tem izjasnimo na obravnavi na občinskem svetu. Svetnica Hot je proračun namesto za ambicioznega označila za iracionalnega in da s takim proračunom lahko govorimo o razprodaji občine Piran. Gledaš ta celoten načrt, prideš do cifre 14 milijonov 331 136 evrov. 14 milijonov 331. Seveda imate v programu realizacije 7 milijonov evrov pri prodaji, ampak vse skupaj je 14 milijonov. Torej nabor nepremičnin, ki lahko gre v prodajo, je 14 milijonov evrov. In to je meni osebno razprodaja občine. In se mi zdi neracionalno, sploh ker govorite o predvolilnih programih in o tem, da kdo je lahko proti takemu proračunu, glede na to, da so vse investicije, ki naj bi vsi imeli v programih. Smo tudi imeli v programih borbo proti nepremičninskim lobijem in ne vem kaj. In če greš v program prodaje 14 milijonov evrov, se meni zdi, da ti srebrnino občine razprodajaš. Župan Korenika se zaveda, da je proračun ambiciozno naravnan, ampak izvedljiv. Kljub pripombam nekaterih svetnikov je bil proračun za leto 2024 v prvem branju sprejet. Poleg tega je piranska občina pričela s projektom prenove ulice 9. korpusa in Vrtne ulice.
Dela bodo nadzorovali iz piranske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in civilne iniciative Piran. Svetnik Davorin Petaros odločno kritizira asanacijski načrt mesta Piran, ki je, kot pravi, zastarel in ne upošteva klimatskih sprememb. Občinsko upravo poziva, naj občinskemu svetu predstavi nov in posodobljen sanacijski načrt. Poleg tega civilna iniciativa Piran opozarja, da tehnika polaganja granitnih kock na betonsko podlago ni ustrezna, ker tlak ne bo vodoprepusten. Želeli bi, da se ulici sanira v isti tehniki kot zdaj, da bi torej granitne kocke polagali na peščeno podlago oziroma zemljo. Poleg tega bi na tak način ohranili tudi avtentično podobo ulic v skladu s 100-letno tradicijo tlakovanja ulic. Radio Kapris tudi letos organizira dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca. Letošnja akcija pa je nekoliko drugačna. Poglejmo kako. Radio Kapris tudi letos organizira dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca. Se pa letošnja akcija razlikuje od tistih v prejšnjih letih. Moramo povedati, da v bistvu naša dobrodelna akcija je letos že 8. zapovrstjo, tako da bi lahko rekli, da je naša dobrodelna akcija že kar tradicionalna. Zdaj razlike s prejšnjimi je predvsem ta, da letos sodelujejo vse 4 obalne občine, torej imamo zbirne točke poleg matičnega Kopra, kjer imamo tudi naša 2 studija, torej dobrodelnega terenskega in pa tudi matičnega, tudi letos Ankaran, kar je novost, in pa Izola kot že tradicionalno vsa leta in pa tudi Portorož oziroma občina Piran. Kaprisova dobrodelna akcija je namenjena socialno ogroženim družinam z obalno-kraškega območja. Sredstva zbiramo za socialno ogrožene družine, kar je posebnost naše akcije, da zbiramo za otroke z našega območja. To pomeni za otroke z obalno-kraške regije, za socialno ogrožene družine, ki so tukaj, ki so mogoče lahko tudi naši sosedje, pa mogoče tega sploh ne vemo, ki so mogoče lahko naši sošolci oziroma sošolci naših otrok, pa mogoče tudi tega ne vemo. Tako, za v glavnem lokalne ljudi. Donira se lahko na različne načine, bodi si preko zbirnih točk, bodi si preko SMS-a. Za donacijo se odločijo tudi lokalna podjetja. Donira se lahko torej zbirne točke, kot sem povedala, ob drsališčih v vseh občinah, to pomeni v Portorožu, v Izoli, pri Ledenem otoku, v Kopru, v našem matičnem studiu in v terenskem studiu, v Taverni in pa ob drsališču v Ankaranu. Lahko se donira tudi v vseh lokalnih Eurospinih, to pomeni v Kopru, v Izoli, v Luciji, na Kozini, v Sežani in tudi v Ilirski Bistrici. Donira se lahko tudi s poslanim SMS-om obala 10 na 1919. Če kdo želi donirati mogoče kakšen višji znesek, lahko tudi na naši spletni strani www.radiokapris.si najde QR kodo, kjer lahko donira višji znesek. Seveda se pa za donacije odločajo tudi naša lokalna podjetja, kar smo jim zelo hvaležni. Oni donirajo večje zneske, ki se jih pa potem porabi za, naprimer, kakšna potovanja za otroke, za šole v naravi, za terapije za otroke, za poplačilo položnic. Ena družina je celo lani so jo prvič odpeljali na morje, kljub temu, da je naprimer družina iz Sežane, torej imajo morje, bi lahko rekli, tik pred seboj, pa si tega niso mogli privoščiti in so jih naprimer odpeljali na morje. Sicer se na zbirnih točkah donira materialne stvari, hrano z daljšim rokom trajanja in tudi higienske pripomočke. Torej na vseh zbirnih točkah in pa tudi v trgovinah, v Eurospinovih trgovinah se donira materialne stvari. To pomeni hrana, ki ima daljši rok trajanja, konzervirana hrana, pašta, riž, v glavnem vse tisto, kar ponavadi sami kupimo, ko gremo narediti špežo. Letos so nam iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki skrbi, da ta akcija poteka tako, kot mora, tudi rekli, da je poudarek bolj na osebni higieni, torej čistila in pa tudi osebna higiena. To pomeni tuši, geli za tuširanje, pa ne vem, šamponi, zobne ščetke, zobne paste, za otroke mogoče kakšna mila in tako naprej, plenice za dojenčke in pa potem tudi kakšne družabne igre ali pa kakšne manjše igrače in pa tudi obleke. Pomembno je to, ta poudarek, da bi bile vse stvari nove, ker so to dejansko darilni paketi, ki grejo potem otrokom podelkom. Podjetja, ki imajo namen donirati v dobrodelne namene, lahko pišejo na elektronski naslov Radia Kapris.
Torej, podjetja, ki se še odločajo, da bi donirali, lahko pišejo na info@radiokapris.si in potem jih mi povežemo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije oziroma z generalno sekretarko Bredo Krašna in oni potem naprej urejajo, kako poteka donacija, kako nakažejo sredstva. Odzivnost na dobrodelno akcijo je po besedah Mance Hribušek vedno večja. Odzivnost je velika, vedno večja in mi moram reči, da smo res zelo zadovoljni, predvsem pa iz srca hvaležni, da lahko skupaj naredimo vsako leto še več in pomagamo še kakšni družini in še kakšnemu otroku več. Dobrodelna akcija Hladilnik toplega srca traja do vključno 31. decembra. Ob koncu leta smo preverili, kaj so na Mestni občini Koper uspeli narediti v okviru participativnega proračuna. Septembra lani so občani Mestne občine Koper izbrali 34 projektov, ki bodo vključeni v občinski proračun in bodo predvidoma izvedeni do konca letošnjega leta in v letu 2024. Za njihovo izvedbo je občina namenila približno 500 000 evrov. Uspelo nam je v tem letu narediti čisto vse projekte, ki smo se jih pravzaprav zadali. Posadili smo nekaj dreves, obnavljali smo športna igrišča, uredili smo športni poligon na Škofijah in še. Tako da smo bili kar predni. Tudi v naslednjem letu imamo razporejenih 16 projektov participativnega proračuna, nekatere smo že začeli v bistvu, kar se tiče pridobivanja dokumentacije, tako da računamo, da bomo tudi v naslednjem letu nadaljevali z projekti, ki so jih predlagali občani in seveda, da bomo te projekte tudi izvedli. Letos so izvedli 16 projektov. Med drugim so s klimatsko pergolo zasenčili del amfiteatra na Bonifiki, opravili sanacijo bivše osnovne šole v Koštaboni, obnovo balinišča Modri val in drugo. Le enega jim ni uspelo realizirati. Čisto nam ni uspelo dokončno realizirati projekta Učilnica na prostem, kjer smo se z osnovno šolo dogovorili, da bodo projekte izvedli oni, torej so pa že narejeni načrti in je tudi projekt že začet v izvajanju. Na Škofijah smo preverili, kaj je bilo narejeno v okviru proračuna in ali je občina izpolnila svoje obveznosti. Mi imamo v okviru participativnega proračuna na Škofijah 3 v bistvu projekte, večje. En se ravno kar zaključuje, to je kolesarski poligon nad vkopom na Čuku. Drugi bo potem prenova igrišča na Plavjah in tretji bo postavitev javne razsvetljave na Tretjih Škofijah. Projekti, ki so jih izvedli oziroma jih bodo še izvedli do konca leta, bodo prispevali k kakovosti življenja v krajevni skupnosti. Javno razsvetljavo razumejo kot osnovno infrastrukturo, ampak so zadovoljni, ker bo prenova skozi participativni proračun šla hitreje. Smo zadovoljni, zato ker smo tudi začutili potrebo po teh 3 zadevah, jih je še kar nekaj, ampak glede na to, da se imamo za krajevno skupnost, ki posluša potrebe in želje upošteva, želje in potrebe krajanov, potem je to nekako usklajeno. Letos so na Mestni občini Koper izvajali projekte s povišanim proračunom, saj je predhodno najvišji možni znesek za izvedbo projekta bil 20 000 evrov. Letošnji projekti pa so vredni med 10 000 in 40 000 evrov. Zapadel je prvi sneg, drugi sneg, tretji sneg. Že kar nekaj snega je zapadlo v zadnjih časih. Poglejmo si, kakšna zimska idila je bila tokrat na Pokljuki. Pozdravljeni v veselo decembrskem napovedniku. No, ni tako zelo vesel, saj si v njemu ne moremo privoščiti naštevati čisto vseh dogodkov v prihajajočem tednu. Več pa si jih lahko preberete v prihajajoči ediciji časopisa Megafon ali pa na naši spletni strani www.megafon.si. In se vrstijo. Jutri lahko v prireditvenem šotoru Ankaran obiščete koncert razvpite slovenske zasedbe Katalena. Pričetek ob 18. V
Vzporedno bo v gledališču Tartini potekala baletna plesna pravljica Peter Pan. Leto bodo izvedle plesalke baletnega studia Metul Piran. Nadaljujemo že z novoletno obarvanimi prireditvami. Tako ja, 16. decembra ob 19. uri se bo v dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru odvil novoletni koncert pihalnega orkestra Sveti Anton, solisti in gosti. Ob 20. v Centru mladih Koper sledi koncertni večer, ki nosi naslov V peklu 2023. Predstavile se bodo metal zasedbe Sovrag, Liverga, Samperium in Damnat. Tisti, ki vam odgovarjajo mehkejši kitarski ritmi, pa se lahko v isti uri odpravite v koprsko taverno, kjer bo oder zasedla lokalna zasedba No Air. Prisluhnimo njihovi skladbi Love Indifferent. To pa za ta sobotni večer še ni vse. V izolskem parku Pietro Kopo bo v sklopu Ledenega otoka potekal koncert Saga do Dub. Zasedba, ki svoj žanr opisuje kot elektroniko z okusom po akustiki. Pričetek prav tako ob 20. uri. In če se vrnemo v Koper, tam se bo v areni Bonifike prav tako ob 20. uri pričel koncert z naslovom Tragom Oliverja. Več kot jasno je, da gre za koncert v spomin Oliverju Dragojeviću. In še zadnji na našem spisku za sobotni večer, koncert zasedbe The Screaming Wheels, ki se bo odvil v Snack baru in koprsko žusterno prepojil s Power Blues ritmi. Pričetek ob 21:30 minut. Naslednji dan v nedeljo sledi vsaj še enkrat toliko dogodkov. Izpostavili jih bomo le nekaj. V dvorani Svetega Frančiška Asiškega v Kopru se ob 18. uri lahko udeležite prazničnega koncerta mešanega pevskega zbora Brnistra. V isti uri pa se bo v parku Pietro Kopo v Izoli v sklopu Ledenega otoka odvila gledališka predstava za otroke Snežinkina skrita želja. Sledi veliki praznični koncert pihalnega orkestra Piran z vokalistom Gregorjem Ravnikom. Ta se bo odvil v gledališču Tartini ob 19. uri. Če pa boste v tem času ostali na Ledenem otoku, se lahko ob 20. uri, ki je drugje kot v parku Pietro Kopo, udeležite koncerta zasedbe Bossa Znova. Za katero zvrst glasbe gre, je najbrž že dovolj očitno. Prisluhnimo njihovi skladbi Marjetica. Ljubi, ne ljubi, odvrgla sem cvet. Saj mi je jasno, da ti si moj svet. Ali bo sonce prekril kako blak, ni važno, imaš me rad. Med tednom se lahko udeležite raznih delavnic, izdelovanja voščilnic, zaključnih plesnih produkcij in ostalih klasičnih veselo-decembrskih dogodkov. V petek 22. decembra pa sledi še nekaj koncertov. V 19. uri bo mešani pevski zbor Obalca priredil božični koncert, pridružili pa se jim bodo tudi gostje. Dogodek se bo odvil v dvorani Hermana Pečariča v Škofijah. Ob 19:30 minut pa sledi gospel koncert v auditoriju Portorož. Predstavil se bo uspešen gospel zbor iz Virginije The Mount Unity Gospel Choir pod taktirko Earla Bynuma. Ob 20. uri se lahko v baru Mandrač v Kopru udeležite koncerta lokalne zasedbe Free the Mouse. Ob 21. pa bo v koprskem Bella Vita baru potekal koncert priznanega slovenskega reperja Drilla. Za prihajajoči teden je to iz naše strani vse.
Več dogodkov si lahko preberete v naši naslednji ediciji Megafon časopisa ali pa na naši spletni strani www.megafon.si. Do prihodnjič. To je bil današnji pregled tedna. Hvala za pozornost, ponovno bomo v vaši družbi prihodnji petek ob 18. Pa lep vikend!